Pozdravljene, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi bomo govorili o glasbenih šolah in nedavnem tekmovanju mladih glasbenikov Temsik. Emil Semec, učitelj trobente na glasbeni šoli Idrija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav in hvala za povabilo v studio. Letošnji Temsik je bil za vašo glasbeno šolo zelo pomemben. Zabeležili ste kar nekaj zelo dobrih rezultatov. Nam jih lahko predstavite? Ja, na letošnjem Temsiku so tekmovala trobila, med drugim, kar je za našo šolo aktualno, in pa klavirski duji. Udeležili smo se ga v postavi 1 trobenta, 3 pozavne in pa 1 klavirski duo. Rezultati so bili res vrhunski. Najprej, če omenim, moja učenka Brina Šebina je osvojila vseh možnih 100 točk, dobila prvo nagrado in pa posebno priznanje za najboljšo izvedbo slovenske skladbe. Potem imamo tu klavirski duo, Karolina Gantar in korepetitor pri Brini je pa bil Armin Čoralič. On je bil tudi mentor naslednjemu klavirskemu duu, Karolina Gantar in pa Pavla Vezjak, ki sta osvojila ravno tako zlato priznanje in drugo nagrado. Pri pozavnah je bil pa mentor Matija iz Tolmina, Matija Mlakar. 3 pozavne, prva je bil Lovro Peternel, tekmoval je v kategoriji 1B, osvojil je zlato priznanje in 3. nagrado. Potem je bil Vili Strel, kategorija 1C, tudi zlato priznanje in tudi 3. nagrada. In pa Lan Božič, kategorija 1C, je osvojil srebrno priznanje. In korepetirali pa sta Elena Starceva Somun in pa Katarina Menegati. Tekmovanje za, na primer, trobila, trobento in ostale inštrumente, ki so bili letos v tem sklopu, niso vsako leto na Temsiku, ne? To se menjuje. To se menjuje na 3 leta in sicer za razloga, ker tekmovanje oziroma priprava na tekmovanje je zelo zahtevna. Vzame ponovadi kar celo leto in z tega razloga so potem tekmovanja na 3 leta, da se lahko potem tudi ostala snov normalno predeluje tekom letne. Ne tekmujejo pa samo učenci, ampak včasih se mi zdi, da tudi učitelji gledate tako medsebojno, kako uspešni so čigavi učenci. Ja, seveda, na tekmovanjih se srečujemo učitelji, debatiramo med sabo, poslušamo tudi druge učence. Nenazadnje imamo tudi priprave na to tekmovanje skupno preko Zveze primorskih glasbenih šol. Imamo skupno srečanje, na katerih kot predpriprava na Temsik nastopajo učenci, ni nujno za celim programom, ampak toliko, da se pokažejo in da vidimo, kje smo. Letos ste bili vključeni tudi v komisijo, tako da imate zelo dober vpogled v rezultate učenčevih nastopov. Kako bi ocenili letošnjo kakovost? Ja, letošnja kakovost je bila na zelo visoki ravni. Opažena pa je bila prisotnost pri trobilih, da je bilo veliko deklet, ki so tudi osvojila visoka mesta. To je bilo več, kot je ponovadi. Se pravi, punce igrajo trobila, igrajo trobente, igrajo pozavne in tako naprej. Kot vse kaže... To je nek nov trend, ne? Ja, pred leti, ko sem še sam hodil v glasbeni šoli v Idriji, ko je bila ta stara, bomo rekli, pleh muzika, in pa tudi velja za ostale pleh muzike, tam žensk ni bilo, oziroma če pa je bila pa izjema, ne? In se spomnim se, da je že takrat so nam pravili, da na Nizozemskem obstajajo godbe, v katere moški nimajo vstopa. Se pravi,
od pikole do tube vse igrajo samo ženske. In to se nam je zdelo zelo čudno, zdaj pa se kot očitno ta trend obrača in ni nič nenavadnega, če punce igrajo te inštrumente. Najbrž pa igrajo zelo lepo in primerno, namreč dekleta so bolj prizadevna, ne? Drži to? Ja, v bistvu prej tudi dozorijo, ne? Malo prej, fantje so bi rekel, malo bolj zaostajajo za razvojem, ampak ne mislim to v smislu glasbenega razvoja, ne? Je pa tudi odvisno od vsakega posameznika, ne? Koliko je kdo resen, pa koliko ni, ne? Letos ste bili član komisije. Povejte nam, na kaj ste vse člani komisije pozorni? Ja, ocenjuje se splošni glasbeni vtis, intonacija, korektnost izvedbe skladbe. Skratka, učenec mora pokazati določeno stopnjo zrelosti in to se potem vse zabeleži in oceni. Skladbe so najbrž zahtevne, primerno zahtevne? Skladbe so ponavadi 2 skladbi sta kar obvezni za vse, potem pa 3. skladba, na primer, je pa po izbiri v okviru minutaže, ne? Minutaža se ne sme preseči. Zdaj, opažanja so bilo tudi, da v velikih primerih so učitelji zbrali pravzaprav pretežke skladbe za določenega učenca, ne? Kar je bilo po eni strani škoda, ne? Ker, kot sem že rekel, večinoma so zelo dobro igrali. Redni spremljevalci Temsega ugotavljajo, da se je letos, na primer, zelo povečalo zanimanje za jazz skladbe. Ja, seveda, jazz nekako prodira v zavest, bi rekel, in v domove družina, ne? Vedno več se o tem govori in piše, tudi sliši se ga, ne? Zdaj recimo na našem področju že vrsto let deluje jazz cerkno, ne? Ki je nekako sinonim za svoboden jazz, kjer prihajajo glasbeniki iz celega sveta. Tako da, kar se pa tiče ostalih, recimo imamo big band, recimo tudi v Idriji sedaj deluje, kot je že včasih deloval, ne? Bi rekel, pravzaprav lahko rečemo plesni orkester, ker v osnovi so bili orkestri namenjeni plesu. Tudi sicer je opažen porast big bandov na celem slovenskem področju in posledično seveda tudi zanimanje za jazz glasbo. In jazz je mogoče sedaj študirati na nižji glasbeni šoli, do neke mere? Ja, možno je. Tudi na srednji se lahko nekdo vpiše, recimo prav smer jazz. Tudi v nižji glasbeni je pač odvisno tudi od učiteljev, ne? Med poukom se lahko učencu poda tudi to znanje, da ga več ali manj osvoji, ne? Kajti to slej ali prej mu bo v življenju prav prišlo. Rdeča nit tekmovanja so seveda rezultati. Kaj bi po vašem mnenju morali spremeniti v organizacijskem smislu, da bi bil Temsig še bolj zanimiv? Ja, Temsig je pravzaprav že od samega začetka pravzaprav dovolj zanimiv. Spremembe, ki so se zgodile, so bile ta, da so ukinili regijska tekmovanja, da je zdaj samo državno tekmovanje in pa točkovanje. Prej je bilo recimo od 95 do 100 točk je bila zlata, od 90 do 95 srebrna, sedaj je pa to od 90 do 100 zlata, od 80 do 90 srebrna in tako naprej, kar v bistvu povečuje manevrski prostor ocenjevanju. Predvsem, če pomislimo, da pride recimo v eni kategoriji lahko tudi 40 otrok ali več, a ne? In je potem treba vse korektno oceniti. 3 leta sedaj, bi lahko rekli, ste tako prosti, ne? Čez 3 leta bodo na Temsigu spet trobentači. Ja, tudi pred 3 leti so bili.
Pred 3 leti je bilo nazadnje tekmovanje, zdaj bo pa seveda čez 3 leta spet, ne? Tako da v tem času pač se lahko gre tudi na kakšno drugo tekmovanje, recimo, ampak Temsig je tisti sinonim za kvaliteto in ne more vsak, bi rekel, iti na Temsig že ko se pregleda obvezne skladbe, se že tam vidi pri posamezni kategoriji, kaj mora nekdo obvladati pri določeni starosti, da se sploh lahko udeleži Temsiga. Vaši učenci hodijo tudi na druga tekmovanja in letos ste tudi na teh drugih tekmovanjih zabeležili kar nekaj spodbudnih rezultatov. Ja, poleg Temsiga je bilo tudi tekmovanje v Krškem, to je bilo Dnevi kitare. Tekmovala je Iza Pegan v kitari solo, druga kategorija, in osvojila je zlato plaketo. Njen mentor je bil Viktor Papež. Potem v Kopru je bilo tekmovanje Con Brio, tekmovala je Lea Karlin, tretja kategorija violine. Dosegla je srebrno priznanje, njena mentorica je bila Petra Jurič Pavšič. In pa v Celeji je tekmovala Maruša Frelih na citrah, tretja kategorija, in osvojila srebrno plaketo, njena mentorica pa je bila Teja Ličer Močnik. Vsem seveda čestitke najbrž za te spodbudne rezultate. Povejte nam, so ti rezultati tako delujejo kot magnet, da se otroci potem še bolj zavzeto posvečajo študiju inštrumenta? Ja, morali bi, predvsem, da je to tudi veliko odvisno od staršev, koliko spremljajo objave teh rezultatov in pa če prepoznajo vrednost obiskovanja glasbene šole za svoje otroke. Namreč po vseh raziskavah je dognano, da otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, to na njih dobro vpliva tudi sicer pri recimo osnovnih šolih, pri drugih predmetih, recimo matematika, slovenščina in tako, ki mogoče na videz ni tako direktno povezano, ampak recimo, če vidimo enega otroka, ki hodi v glasbeno šolo, sestavni del pouka so tudi nastopi, in ta učenec stopi na oder pred celo dvorano sam in nekaj zaigra. To pomeni, da s svojim inštrumentom tudi komunicira z publiko, on nekaj sporoča, kakor je tudi sicer na vseh koncertih, na vseh odrih, in to se utrjuje njegova samozavest in skratka, te rezultati oziroma obiskovanje glasbene šole je več kot dobrodošlo in sedaj bomo imeli kmalu tudi sprejemne preizkuse in vabim vse starše, da premislijo in se mogoče odločijo, da vpišejo učence, svoje otroke v glasbeno šolo. Te veščine, ki jih bodo tam pridobili, so tako splošne veščine, ki jim bodo koristile tudi v življenju. Tudi sicer v življenju jim bojo koristile, kot sem že prej omenil, en vidik je nastopanje. Nastopanje ni samo na odru, nastopanje je tudi, če bojo upravljali neko drugo delo, bojo pred ljudi stopili, bojo mogli nekaj povedati, bojo, skratka, te so stvari, ki so koristne tudi na drugih področjih. Je pa res, da potem prav za študij glasbe se odloči določeno število tistih najboljših otrok, recimo, kar je normalno, saj tudi na Temsig pridejo procentualno gledano iz vsake šole nekaj otroka, ne. Čeprav moramo pa gledati na vse otroke, tudi za tiste, ki imajo recimo posebne potrebe, tudi njim več kot koristi obiskovanje glasbene šole. Naprimer, na naši šoli smo imeli učenca z disleksijo, ki nekako ni mogel not brati in se je vse učil na pamet, in šolo je obiskoval 4 leta,
z velikim veseljem. Skratka, to je bila ena stvar, ki je njemu zelo koristila tudi sicer. Obiskovanje nižje glasbene šole pravzaprav ni pripravnica za, bi rekel, srednjo glasbeno, za konzervatorij ali akademijo. Večina otrok pravzaprav ne nadaljuje šolanja na teh specialnih zavodih, ne? To je res, tako kot sem rekel, ampak vsak potem lahko najde recimo aktivnosti glasbene, recimo, ne vem, trobilci, pihalci grejo v pihalne godbe, recimo, ne. Potem imamo razne sestave glasbene, od ansambli do, skratka, možnosti je veliko, ne. Glasbena šola je hiša znanja pravzaprav, ne? Glasbena šola je dobesedno hiša znanja in pa vir kadrov za mestno godbo Rudarjev Idrija in pa Cerkno, seveda. Kajti tu se kalijo bodoči glasbeniki in mene je prav veseli, da jih lahko do te mere, bi rekel, usposobimo, da potem kvalitetno v teh orkestrih tudi igrajo. Glasbeno šolstvo se spreminja z leti, z desetletji. Sami že vrsto desetletij, bi lahko rekli, se posvečate pedagoškemu delu. Povejte nam, se te glasbene šole dovolj hitro prilagajajo potrebam današnjega časa? To je zdaj tudi veliko odvisno od vodstva šol, kako gledajo na to, ali gledajo strogo na učni načrt in tako naprej, ne? Ali pa se prilagodijo v smislu, seveda je treba najprej upoštevati, da je potrebno snov predelati po učnem načrtu, ampak zraven se pa da mnoštvo stvari početi, tudi, kot smo prej rekla, v zabavni glasbi. Recimo pri nas oblikujemo razne tudi komorne skupine za recimo posebne priložnosti, se sestavijo različni instrumenti skupaj, od recimo, lahko je to tudi jazz band, recimo, ki smo ga že imeli, ali pa recimo pop band, ne, z električnimi kitarami, klavirjem, skratka, tolkali, pevcami, pevki. To smo videli recimo že v Utrechtu na Nizozemskem, ko sem bil v glasbeni šoli, tam je, tako bi rekel, 5000 učencev v glasbeni šoli, in imajo vse vrste umetnosti, od glasbe, slikarstva, plesa, skratka vse na enem mestu, in tam tudi ni omejitev, ne, ampak to je čisto druga zgodba, kajti to je privatna šola, ne, mi imamo pa večinoma državnih šol, ki jih financira Ministrstvo za izobraževanje. Narodno-zabavni ansambel, je mogoče se izobraziti tudi v tej smeri? Tudi narodni zabavni ansambel, tudi smo imeli na šoli tudi narodno-zabavni ansambel, narodno-zabavni kvintet. Tako da, kar se tega tiče, kot prvo imamo usposobljene učitelje, kot so prej govorila za jazz, učitelji so študirali v Gradcu, eni so študirali na Royal Collegeu v Londonu, skratka, ali pa v Celovcu, znanja je več kot dovolj, in ga tudi nekako prenašamo na učence. Pa vendarle statistika beleži, da se število otrok zmanjšuje. Je to posledica samo šibkejših generacij ali se v globalu zanimanje zmanjšuje za glasbeno šolstvo? V globalu se zanimanje zmanjšuje iz večjih razlogov. Eden izmed je tudi upad rojstva otrok. Drugi vzroki so pa na drugi strani, namreč sodobna tehnologija, telefonov in tako naprej. Učenci vedno več časa preživijo na telefonih in nekateri s tem toliko pretiravajo, da morajo iti prav na odvajanja, ne. To pa negativno vpliva na socialni vidik, na druženje, postanejo dosti apatični, a ne, ker zdaj, kot slišimo,
po Evropi so že znaki, da bi omejili ta družbena omrežja na določeno starost, otrok. Predvsem pa je največja napaka staršev, ki prezgodaj dajo svojim malčkom pametne telefone, češ misleč, se bo hitro naučil, bo nekaj znal, To je samo, bi rekel, negativen znak. Pri osvajanju glasbenih veščin je najbrž še zmeraj, tako kot včasih, potrebno veliko vaje, veliko vztrajnosti, znanja, izobraževanja, mentorskega dela za nek rezultat. Ja, prav gotovo. To so tiste stvari, ko smo prej govorili, da veljajo tudi na drugih področjih, se pravi vztrajnost, trma, če lahko tako rečemo, doslednost in teh stvari se učenci v glasbeni šoli učijo pri igranju inštrumenta, kajti potrebna je vsakodnevna vaja, pač po navodilih učitelja, in potem se ta, bi rekel, rezultat pokaže v šoli, učitelj da nalogo za naprej in to proces se ponavlja, in samo z vztrajnostjo se dosežejo neki rezultati. Seveda je predpogoj glasbena nadarjenost, ki mora biti, ampak to niti slučajno ni dovolj. Če učenec ne igra doma, če nima tudi spodbude strani staršev, potem nekih rezultatov ne more tu biti. Šolski sistemi po Evropi na področju glasbenega šolstva so zelo različni. Večina jih pa temelji pravzaprav na zasebnih glasbenih šolah, tako kot v Sloveniji, kjer je na primer ta glasbena šola državna, javna glasbena šola, stroške pokriva pravzaprav država in občina, pogoje za delovanje zagotavlja. V Evropi tega pravzaprav nimajo tako urejeno, ne? Ne, mi smo izjema v Evropi. In to dobra izjema. Ja, in to dobra izjema, gre pa to kar nekaj let nazaj, namreč začelo se je po drugi svetovni vojni, ko je bila še Jugoslavija. Ta država ni mogla Zahodu parirati na gospodarskem področju, lahko pa je na umetniškem področju in z ustanavljanjem glasbenih šol med drugim. In tudi, bi rekel, to je bil ruski sistem poučevanja, recimo 2-krat na teden inštrument, potem teorija posebej. Je pa tudi res, da je potem kar veliko let bilo to breme na občinah, da so občine imele tale strošek. Z zakonom o glasbenih šolah se je pa to spremenilo, tako da država skrbi za celotno glasbeno izobraževanje in tako smo učitelji v glasbenih šolah pravzaprav izenačeni z učitelji v osnovnih šolah. Tudi kar se tiče napredovanja, plač in vsega tega. Tega pa v tujini pravzaprav ni. Tudi kar se tiče materialnih, bi rekel, pogojev, so pri nas izredno dobri. Posebej takrat se vidi, ko se gre nekam na obisk ven, recimo, bili smo v Berlinu na glasbeni šoli, imeli so precej slabše inštrumente kot pri nas, tam jih je posebej, bi rekel, prizadelo združitev Nemčije, ker prej, ko so bili recimo, ko je bil vzhodni Berlin, so imeli to nekako pošlihtano, bomo rekli, potem so pa padli v kruti, bi rekel, kapitalizem in denarja je bilo, kolikor ga je pač bilo, in so mogli potem odpuščati učitelje, ki so bili prej redno zaposleni. Skratka, tudi za nabavo inštrumentov mora biti nekje denar, In zdaj za te materialne stroške občine še vedno skrbijo, ampak za vse ostalo pa skrbi država. Zelo zanimiva je tudi vaša karierna pot, razvoj. Obiskovali ste najprej nižjo glasbeno šolo v Idriji, nadaljevali na srednji glasbeni šoli, kasneje na akademiji. Potem ste bili član številnih uglednih simfoničnih orkestrov in sedaj ste pravzaprav učitelj trobil na glasbeni šoli. Vmes ste bili tudi ravnatelj, tako da praktično poznate vse probleme, a poznate tudi vse rešitve.
Mislim, da takega ni, ki bi poznal vse rešitve, a ne. Se pa da marsikaj narediti, recimo mi zdaj na šoli se zelo trudimo, da bi pridobili učence, ker jih je dejansko jih manjka. In letos pa tudi praznujemo 80. obletnico glasbene šole. In osrednja prireditev bo 28. maja na dvorišču gradu Geverkenek. In povabili smo v goste bivše učence glasbene šole, ki so sedaj mednarodno priznani umetniki, recimo Marko Hatlar, Elvira Hasanagić in tako naprej. In to bo eno zelo odlično glasbeno doživetje, tako da vabim vse krajane, da si pridejo to pogledat. V slučaju dežja bo pa pač v dvorani v gimnaziji Jurija Vege v telovadnici. Emil Semec, danes učitelj na glasbeni šoli Idrija. Jaz vam čestitam za vse uspehe vaših učencev, ki so pomale tudi vaši osebni uspehi. Se vam zahvaljujem za ta pogovor. Hvala lepa za te čestitke. Moj del je bil bolj neznaten. Glavno vlogo pri vsem tem ima naša ravnateljica, ki skrbi za kvaliteten kader in pa odlično vzdušje na šoli, tako da učitelji res z veseljem pridemo na šolo. In tudi učenci očitno z veseljem hodijo k pouku. Tako je. Hvala lepa še enkrat. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.